ko sem razmišljal, kako naj začnem pravzaprav to naš posvet ali pa korak, pravzaprav mi si že 20 let prizadevamo, da bi prepoznavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja dobila ustreznejše mesto v naši družbi. Pošteno povedano tudi ne smemo biti nezadovoljni, navsezadnje, če govorimo samo o naši skupini Triglav, pri nas varčuje več kot 100 000 zavarovancev, imamo preko 700 milijonov njihovih sredstev na naših računih in seveda vsi si želijo in mi si tu absolutno tudi na tem delamo, da bo ta njihova dodatna pokojnina predstavljala čim večji delež v njihovi tretjem življenjskem obdobju. Podatki, ki so na razpolago, pravzaprav niso niti tako skromni, to predstavlja že več kot 10% redne pokojnine in seveda naša ambicija je bila, da bi ta delež se približal najmanj 20%. Skupaj s pomočjo z družbo, praktično z ustreznimi odgovornimi organi v vladi, si vse skozi prizadevamo, cel čas našega obstoja, da bi ti zneski se povečevali. Mislim, da nam je v večjem delu ta napor tudi uspeva. Tudi vera v ta dodatni pokojninski sistem je v začetku normalno bila pesimistična, ampak mislim, da danes skupaj z celotno industrijo lahko predstavimo in dokažemo, da je več kot upravičeno bil dodatno pokojninsko zavarovanje, predvsem pa tudi veliko zaupanje odgovornih ljudi v vseh naših večjih poslovnih sistemih v Sloveniji, kjer so prepoznali pravzaprav, da je treba ljudem pomagati, da bodo v tem tretjem obdobju tudi čim boljše živeli. Zavedamo se naše odgovornosti, tudi na nek način našega poslanstva, da kot največji izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja ni to naša primarna samo ekonomika in upravičenost naših vlagateljev, ampak odgovornost tudi od družbe, da napravimo korake v razvoj tega dodatnega pokojninskega zavarovanja in da bodo ljudje s tem izdelkom oziroma s tem produktom čim bolj zadovoljni. Mislim, da imamo vrsto potrditev, da smo na pravi poti in pravzaprav temu je namenjen tudi današnji posvet, tako kot poskušamo ga imeti tudi vsako leto, da bi vse zakonodajalce pa tudi ostale deležnike prepričali, da se splača, da se da v ta sistem čim več sredstev, da bodo ljudje praktično v tem njihovem obdobju čim bolj zadovoljni. Lepo pozdravljeni še z moje stvari. Moj namen je na kratko predstaviti, kaj se je dogajalo v preteklem letu, v letu 2022 in kaj se dogaja v letošnjem letu. To vse z vidika dodatnega pokojninskega zavarovanja, da boste mogoče lažje razumeli, zakaj je bilo tako lansko leto v bistvu neuspešno leto, zakaj je bilo toliko vprašanj o tem, zakaj so bili tako nizki donosi in pa zakaj so letošnje leto boljši donosi in višji. Dodatno pokojninsko zavarovanje je od leta 2016 naprej organizirano v obliki naložbene politike življenjskega cikla. S tem se je prvič ponudila možnost, da lahko nalagamo sredstva v različne sklade z različno naložbeno politiko. Prej je bila edina možnost, da so bili samo skladi z jamstvom, se pravi skladi, ki imajo relativno nizko stopnjo tveganja, imenujemo jih tudi obvezniški skladi. In te skladi v večini nalagajo svoje premoženje v dolžniške vrednostne papirje, to so obveznice, to so kratkoročni blagajniški in bančni zapisi in to so različni bančni depoziti. Naslednja stopnja, se pravi jaz sem mislil, da se že obrnili, mešani oziroma zmerni sklad že nalaga svoje premoženje deloma v delniške naložbe, to so lastniške naložbe in pa deloma v obvezniške naložbe. Premoženje je enakomerno razporejeno, lahko rečemo 50-50% in ta sklad po pričakovanjih dosega že višje donosnosti, seveda ob malce višji stopnji tveganja. Tretji oziroma najbolj tvegani delniški oziroma tudi drzni sklad je pa sklad, ki večino svojega premoženja nalaga v lastniške vrednostne papirje, se pravi v delnice. Tega premoženja je, lahko rečemo, nad 80% v delnicah, nekateri ga imajo 100% tudi v delnicah, različne naložbene politike. In v letu 2022
smo nažalost dosegli relativno nizke donosnosti. Leto 2022 je bilo leto, ko smo pričakovali, da bo nekako popustil covidni učinek, da bo vse skupaj zaživelo, da se bodo začele v bistvu pozitivna gospodarska gibanja, vendar smo prišli v to leto tudi za relativno visoko inflacijo. V mesecu februarju pa je sledil napad na Ukrajino. Ta je povzročil relativno visoke negativne oziroma dvig tečajev energentov, pretrgale so se poti, se pravi ogromno nekih surovin oziroma izdelkov, ki je prihajalo iz Ukrajine, je bilo treba poiskati na drugem tržišču in celo leto je bilo pod vplivom zelo velike negotovosti. Zato so se delniški indeksi krepko znižali in vidimo lahko, da so delniški skladi in mešani skladi dosegali negativne donosnosti. Ni glede na to, v bistvu, kater sklad, vsi so negativni. Tudi obvezniški, kar je presenetljivo. Na obvezniški sklad oziroma na gibanje obveznic pa v večji meri vpliva drugo. To je inflacija, restriktivna politika centralnih bank, ki so začele omejevati količino denarja v obtoku in pritisk na dvigovanje obrestnih mer. Zato so se začeli v bistvu dvigati tudi zahtevane donosnosti obveznic in sledile so padci tečaja obveznic. Če se pogleda leto 2022, kot sem rekel, praktično ni nekega indeksa, kam bi lahko nalagali, da bi naredili plus. Pa če pogledamo to, je to ali razviti trg, ali ZDA, ali Evropa, delniške naložbe, obvezniške naložbe v podjetniške obveznice, v državne obveznice, vse je praktično beležilo negativno donosnost. Se pravi, leto 2022 je definitivno leto, ki ni bilo pozitivno in se ni nam dobro vtisnilo v spomin. Omenil sem že, da in tudi iz tega se vidi, da so relativno obvezniški indeksi celo padali bolj kot delniški indeksi, kar je presenetljivo, kajti navajeni smo razmišljati o tem, da so obveznice varna, stabilna naložba, ki se ne giblje kaj preveč. Se pravi nekaj, ki je stabilnega. Zdaj pa, če pogledamo indekse, pa vidimo, da v primerjavi z delnicami, da so obveznice bolj padle. Kaj je razlog za to? Mislim, da je najbolje, da potem pogledamo na konkretnem papirju. Izbral sem obveznico Republike Slovenije 88. Ta obveznica je bila izdana v poleti leta 2021, v obdobju, ko so bile obrestne mere še okoli ničle. Zato je tudi nosi sabo nominalno obrestno mero 0,125%. Bila je pa 10-letna obveznica za dospelostjo v juliju 2031. Ta relativno nizka obrestna mera je obljubljala, da bo dobil nekdo, ki je kupil 1000 evrov, v 10 letih 12,5 evrov obresti in pa na koncu še izplačalo glavnico. Če prevedemo to na 100 evrov, ki bo lažje primerjane z odstotki, to pomeni, da bo on dobil v 10 letih 1,25 evra in pa glavnico. Se pravi, praktično nič obresti ne bo dobil, samo glavnico. Potem se je pa zgodilo to, kot sem rekel, da so se začele dvigovati zahtevane donosnosti. Na začetku leta smo bili, 2021 smo bili še na nični meri, se pravi od 0 do 0,5 je bil zahtevana donosnost na obveznico Republike Slovenije 88. V začetku leta 2022 se pa začela zelo hitro dvigovati zahtevana donosnost in vidimo lahko, da je do koncu leta dosegla 3,8%. Pa boste rekli, ok, 3,8%, zakaj pa obveznica tako so dol padle? Še zmeraj nam to ni jasno. Ampak zgodba je preprosta. Če smo rekli, da mi dobimo 1,25 v 10 letih, če imamo nominalno obrestno mero in tečaj 100%, kot je začela, zdaj pa zahtevamo 3% na leto. Od kje dobiti zdaj te 3% na leto oziroma 30% v 10 letih? Izdajatelj tega ne bo plačal. Izdajatelj je dolžan plačati samo obrestno mero, ki je navedena na obveznici. Se pravi, da moramo nekje drugje dobiti to razliko, teh 30 evrov skoraj. In ta razlika v bistvu se naredi na trgu. Obveznica kar naenkrat ni več vredna 100 evrov, zato ker če kupim po 100 evrov, mi bo dal izdajatelj na koncu 100 evrov, torej sem jaz pripravljen plačati za njo manj, zato da bom dobil 30 evrov obresti. In če pogledamo tečaj,
je začel okoli 100% in začel padati in je končal konec leta 2022 pri 73%. To je pa približno, bi lahko rekel, 3% leto, 9 let, 3x9 je 27. Se pravi, to je razlog, da če rečemo, da se je zahtevana donosnost dvignila za 3 odstotne točke, tečaj je pa padel skoraj za 30%. In to je tisto vzvod, ki je spustil tečaje obveznic in je naredil praktično v letu 2022 negativne donosnosti obvezniških skladov. Če damo to vse skupaj na en graf, lahko vidimo, kako je to obratno se giblje, se pravi, ko gre zahtevana donosnost gor, tečaj obveznice pada. Recimo, konkretno tudi tule se vidi, ko zaniha, recimo v mesecu juliju, je šla zahtevana donosnost gor, tečaj se je popravil. Potem je šla donosnost spet gor in je šel tečaj dol. To je veljalo v letu 2022. Leto 2023 je bilo že drugačno leto, leta 2022 na srečo. Ne bom rekel, da smo se navadili na vojno na Ukrajini, ampak rečemo v bistvu, da so se vzpostavili nove poti, materiali so drugje krožili, inflacija se počasi umirja, se znižuje in tudi cena energentov se je znatno znižala. Se pravi, razmere so postale stabilnejše. Tudi gospodarstvo je poslovalo bolje, kot se je pričakovalo leto 2022. Napovedi konec leta 2022 so bile izrazito slabe, za leto 2023 govorili se je o stagflaciji, govorili se je o negativnih rasti in podobno. Vendar lahko pogledamo, zdaj vidimo, da ni tako slabo, kot se je pričakovalo. To se je tudi odrazilo na trgu, se pravi, ni bilo več tistega pritiska na dvig zahtevane donosnosti. Vidimo lahko, da se je tam nekje gibal med 3,5% in tudi tečaj obveznici so ostali relativno na isti ravni. Če damo to še, bi rekel, obe dve leti skupaj, se lepo vidi v bistvu, kako je leto 2023 stabilno leto, medtem ko leto 2022 je pa leto, v katerem so bili relativno veliki pretresi. In tudi, če pogledamo indekse, se vidi, da indeksi delnic na podlagi relativno stabilnejšega gospodarstva so se popravili. Praktično smo pri delnicah že dosegli tiste ravni, ki so bili pred padci in celo višji. Dosegajo se, da je tudi, bi rekel, pri določenih indeksih najvišje tečaje v zgodovini. Medtem ko pri obveznicah pa še ni tistega, da bi rekel, da je pa 17–18% šlo navzgor. Obveznice imajo pač neko drugo zgodbo. Videli smo, da je ostalo na tej ravni in zato so tečaji tudi obveznic ostali na isti ravni. Se pravi, zato so donosnosti obveznic znatno nižje, niso pa več negativni, tako kot so bile v lanskem letu. Naši donosi so sledili seveda tem donosim na trgih. Pogledamo lahko, to je stanje na 30.9.2023, da tako mešani kot delniški in tudi obvezniški vsi dosegajo pozitivne donose. Delniški in mešani višje, obvezniško nekoliko nižje, enostavno za tisto pričakovanjem višje, ko je stopnja tveganja, višji so pričakovani donosi. Se pravi, leto 2023 je leto, ki bo popravilo negativna gibanja v letu 2022 pri mešanem in delniškem. Za obvezniški sklad je pa mogoče malo dalj časa, da se bo to vse skupaj izravnalo. Povedal bi to na začetku, da naložbene politike življenjskega cikla imamo 3 vrste oziroma skupine kritih skladov. Delniški z najvišjo stopnjo tveganja, mešani z srednjo in pa obvezniški za najnižjo. Naložbena politika življenjskega cikla predvideva, da se član vključi v sklad z višjo stopnjo tveganja, v delniški sklad, ostane v tem skladu do 50. leta, potem preide v mešani sklad za srednjo stopnjo tveganja in pa pri 60 letih v obvezniški pokojninski sklad. S tem lahko član doseže, da se njegova sredstva v daljši časovni dobi, če pogledamo, če se vključi pri 25 ali pa 30 letih in je vključen 25 ali pa 20 let v delniški sklad in 10 let v mešanem, se nalagajo sredstva po višjih pričakovanih donosnosti in ko ima večji obseg zbranih sredstev, preide v sklad z jamstvom in praktično tam se njegova sredstva do upokojitve ohranja na tisti ravni.
Če se pogleda tudi dosežene donosnosti od začetka, od leta 2016, ko so bili uvedeni skladi naložbene politike, lahko vidimo, da je najnižji obvezniški sklad, srednja donosnost v bistvu je pri mešanem skladu in najvišje pri delniškem skladu. Če damo to v odstotke, je približno dosežena v 8 letih 5% donosnost v obvezniškem skladu, potem imamo 50% donosnost v mešanem skladu, pardon, v 30% in pa 55% donosnost v delniškem skladu. Nekdo, ki je prehajal iz sklada v sklad praktično, je prehajal po tej krivulji, se pravi ni, da bi je na tej krivulji in potem nadaljeval na tej krivulji in potem še tretjo krivuljo dal gor. Se pravi, v bistvu naložbena politika življenjskega cikla predvideva, da se sledi od bolj tveganih do manj tveganih naložb. In to je bistvo tega. Na kratko, upam, da sem vam pojasnil v bistvu praktično, zakaj so obveznice v lanskem letu tako padle, ker bi rekel, neka stvar, ki velja za varno, lahko tudi v bistvu v večji veri izgubi tečaj pod vplivom določenih dogodkov. Hvala. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Najprej mogoče samo narava te predstavitve danes, kateri sem bil povabljen. Gre za izhodišča, ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tej fazi so ta izhodišča še v usklajevanju med posameznimi vladnimi resorji, torej še nimajo niti narave uradnega vladnega gradiva, zato jih je treba imati bolj kot na eni strani analizo obstoječega stanja, našega prvega stebra, predvsem pokojninskega sistema, in razmišljanja trenutne ekipe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o tej temi. Zdaj, zakaj se sploh lotevamo prenove prvega stebra oziroma celotnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju? Ta trenutek samo stanje pokojninskega sistema je daleč tega, da je bilo slabo, je neprimerno boljše celo, kot je bilo recimo pred 10 leti. Tudi razmerje med zavarovanci in upravičenci se izboljšuje. Je pa res, da so demografske projekcije takšne, da kažejo na to, da so nekatere spremembe pa vendarle potrebne. Torej, stanje trenutno je okej, so pa potrebne neke prilagoditve, predvsem zato, da pripravimo svoj pokojninski sistem na prihodnost in tu gledamo nekako v projekciji 25 do 30 let. Jasno vidimo, kaj vse se je zgodilo v svetovnem gospodarstvu, v Evropi in širše, tudi v Sloveniji v zadnjih 20 letih. In če zdaj beremo neke projekcije za 30 let naprej, lahko vedno dvignemo eno obrv in se vprašamo, koliko jim je dejansko za verjeti. Ampak pri demografiji je zadeva dosti jasna. Torej, jasno nam je, da ne glede na to, kako izjemne so naše ženske, ne morejo rojevati 20-letnikov, ki so pripravljeni, da grejo na trg dela in delati in plačevati prispevke za pokojnine. To se ne bo zgodilo. Zato lahko verjamemo nekaterim demografskim napovedim, ki mečejo drugačno sliko na naš pokojninski sistem. Torej, prvič, demografske spremembe in drugič, že prejšnja vlada, če se ne motim, se je v okviru načrta za okrevanje in odpornost zavezala k temu, da bomo pripravili spremembe pokojninskega sistema oziroma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja na ta način, da bomo prešli iz sedanje ocene, ki je, da smo visoko tvegani, v oceno srednje tveganosti pokojninskega sistema. Tudi o tej oceni sicer se lahko še pogovarjamo in se že pogovarjamo tudi z Evropsko komisijo, ampak to je nekako zaveza. Zdaj, ta načrt za okrevanje in odpornost, da še ta kontekst postavim, je en mehanizem Evropske unije, s katerim pogojuje črpanje sredstev, bodisi za neke razvojne projekte, bodisi za neke reforme, s tem, da države članice vpeljujejo te razvojne projekte ali reforme. In kot rečeno, naša vlada prejšnja se je zavezala k temu, da bomo izpeljali določene reforme in s tem je pogojeno črpanje konkretnega zneska evropskih sredstev. Tako, če poenostavim, če ne uspemo s spremembo pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
prepričati Evropske komisije, da smo ne več visoko, ampak srednje tvegani, se odpovemo črpanju približno 850 milijonov evrov evropskega denarja čez vse resorje, ker je načrt za okrevanje in odpornost tako nastavljen. Torej, to je en kontekst, v katerem se lotevamo. Torej, nismo pod nekim hudim pritiskom glede stanja pokojninskega sistema, je dokaj v redu, imamo čas, smo se pa zavezali, da bomo to naredili in s tem je pogojeno tudi črpanje evropskega denarja. Zavedamo se pa demografskih sprememb, ki nas čakajo. Torej, to je nekako kontekst, v katerem se lotevamo vsega skupaj. Tu je tudi zaveza iz leta 2017, takrat so bila sprejeta v okviru socialnega dialoga, ekonomsko-socialnega sveta, usklajena izhodišča med zaposlenimi, torej med delavci in delodajalci, o prenovi pokojninskega sistema. Med drugim smo se tam zavezali, da ne bomo nikakor izvajali teh sprememb mimo socialnega dialoga in še, da bomo sledili določenim ciljem, ki jih naslovim skozi to prezentacijo. Trije temeljni cilji, ki jih sledimo, torej predvsem skupaj, je na prvem mestu skrbeti za blaginjo upokojencev, drugič poskrbeti za vzdržnost našega sistema in tretjič poskusiti izboljšati nekoliko preglednost in razumljivost sistema in s tem tudi zaupanje vanj. Zlasti med mlajšo generacijo, med katero se včasih pojavlja dvom v to, da bojo pokojnine sploh kdaj koristile. In zdaj, če se najprej ustavim pri prvi točki, torej blaginja upokojencev. Med obstoječimi upokojenci, katerih pokojnine so rezultat zadnjih 30 do 30 let, različne pokojninske zakonodaje, stanje ni dobro. Povprečna stopnja tveganja revščine v državi je okrog 12,5%, med upokojenci 18,9%. Med najbolj ranljivimi skupinami, to so samski upokojenci, zlasti vdove doslej v tem stanju, torej v tej točki, in pa invalidi v upokojenskih gospodinjstvih, je lahko ta stopnja tveganja revščine tudi 37,5%, govorim za invalide. Torej, z tega vidika v povprečju slabša blaginja upokojencev in zlasti za nekatere najranljivejše skupine. Če pogledamo vse upokojence v tem trenutku, jih ima dobra polovica pokojnino, ki je nižja od zneska, ki predstavlja prag tveganja revščine. In skoraj 80 tisoč upokojencev ima pokojnino nižjo od 500 evrov. Je pa res, da naš pokojninski sistem temelji na korelaciji med vplačanimi prispevki in prejetimi pokojninami in da je treba tu upoštevati seveda povprečno pokojninsko dobo prejemnikov teh pokojnin. Če še majčkeno ilustriram to, torej nekdo, ki je v referenčnem obdobju, to je zdaj 24 zaporednih najboljših let, ki se upošteva za odmero pokojnine, prejemu bruto plačo, torej minimalno plačo, se lahko nadeja zgolj zagotovljeni pokojnini. Ta je zdaj od novembra naprej že 700 evrov, pred uskladitvijo, ki sledi januarja. In to velja do plače 1700 bruto. Velja, da ne morejo upokojenci računati na nič več kot zagotovljeno pokojnino, ki je torej en element solidarnosti v tem sistemu. Nekdo s povprečno plačo v referenčnem obdobju pride 2 evra nad prag tveganja revščine. Torej, z tega vidika same pokojnine niso ravno bajne. Je pa treba upoštevati tudi, da pokojnine ni edini vir blaginje upokojencev. Nekdo, ki ima 829 evrov, torej pokojnino odmerjeno od povprečne plače v referenčnem obdobju, bo neprimerno drugače živel, če živi v lastni nepremičnini, po možnosti nekje 30 km ven iz Maribora, ali pa v najemniški nepremičnini sredi Ljubljane. Torej, moramo gledati tudi druge elemente blaginje upokojencev, ko naslavljamo to poleg pokojnine. Po drugi strani pa novi upokojenci v zadnjem letu prejemajo povprečno starostno pokojnino, če odmislimo tiste, ki imajo zgolj sorazmerne dele ali pa delne pokojnine, 927 evrov, tisti, ki so pa dopolnili 40 let pokojninske dobe, pa v povprečju 1022 evrov neto, kar je nekoliko bolje. Kot rečeno, demografski prehod je en glavnih groženj ali pa obetov, ki nas sili v to, da se lotevamo prenove. Mogoče najbolj povedna številka, če danes starejši od 65 let predstavljajo približno 20% naše populacije, bojo v projekciji 25 do 30 let predstavljali 30%, torej za 50% se bo povečal delež starejših od 25 let. In to ni težava zgolj za pokojninski sistem, to je mogoče še večja težava za zdravstveni sistem, kjer starejši od 65 let predstavljajo 70% vseh izdatkov. Torej nasploh bo tu pritisk
na javne finance višji. In zdaj z vidika, če se samo na pokojnino osredotočim, velja pa podobno za ostale sisteme, imamo nekako tri možnosti. Ali se bomo upokojevali kasneje, da imamo v vsakem trenutku manjše število upokojencev, ali bodo ti prejemali manj, ali bomo prispevali več. Znotraj tega trikotnika iščemo nek družbeni konsens ob upoštevanju vsega ostalega. Torej, prva stvar, ki sem jo omenil, upokojitvena starost. Danes se v povprečju upokojujemo ženske malo pred 62 in moški malo pred 63 letom. To je dejanska efektivna upokojitvena starost. V zadnjih 10 letih se je povečala. Torej, spremembe, ki so bile takrat uvedene, dajo nekatere rezultate. Deloma so pa ti, mogoče še v večji meri, je pa to posledica tega, da kasneje vstopamo na trg delovne sile in pač kasneje dosežemo polno pokojninsko dobo, pri kateri se lahko brez nekih odbitkov upokojimo. Torej, ne da bi karkoli naredili, zgolj zaradi tega, ker kasneje vstopamo na trg delovne sile, dlje študiramo, projekcije kažejo, da se bomo upokojevali vedno kasneje in ne, se pravi, brez sprememb pokojninskega sistema se bo ta dejanska efektivna upokojitvena doba iz zdajšnjih slabih 63 povečala nekje na 65 let. Poskusili bomo uvesti določene ukrepe, da to dejansko upokojitveno dobo še nekoliko podaljšamo. Pri tem je temeljno sporočilo, da sama pokojninska doba v naših izhodiščih ostaja 40 let. To izvira iz dveh razmislekov. Prvič, zelo natančne projekcije in tu se znova zahvaljujem sodelovanju z Inštitutu za ekonomska raziskovanja in sodelovanju z njimi, ki že več kot desetletje razvijajo mikrosimulacijske modele, dinamične mikrosimulacijske modele, s katerimi se lahko kakor nekem peskovniku igramo in preskušamo različne ideje. Torej, za to, da ohranimo vzdržnost pokojninskega sistema, zaenkrat ni treba podaljševati same pokojninske dobe. Lahko pa z drugimi ukrepi dosegamo kasnejše upokojevanje, torej višanje dejanske efektivne upokojitvene starosti. Konec koncev tudi izkušnje drugod iz Evrope, če razmišljamo tudi malo politično, nam kažejo, da je ravno to največji problem. To požene ljudi na cesto. Glede torej upokojitvene starosti, in še enkrat, ker so to izhodišča našega ministrstva vedno in so izhodišča za pogajanja z ekonomsko-socialnim svetom in ostalimi deležniki pri tem, je vsak ukrep podan v nekem razponu, v nekem intervalu, možnost A in B. Torej, možnost B, da se ne spremeni nič in tudi odmerni odstotek ohranimo kakršen je, in možnost A, da postopoma dvignemo upokojitveno starost, zgornjo mejo z 65 na 67 let, velja zgolj za tiste, ki še nimajo 40 let pokojninske dobe, in hkrati dvignemo odmerni odstotek na 68 odstotkov, to je izhodišče za nadaljnja pogajanja. Če bi sprejeli ta ukrep, bi šel postopoma. Leta 28 bi se recimo začelo dvigovati po 3 mesece na leto. Obstajajo tudi razmisleki, da bi to vezali na neko formulo glede na dejansko življenjsko pričakovanje pri 65, ampak se izkaže, da je to manj predvidljivo in zato vnaša več negotovosti. Predvsem se želimo izogniti s kakršnim koli ukrepom povzročiti navalno upokojevanje, zato vsak ukrep z določenim časovnim odmikom in postopoma. Druga stvar, ki jo je treba v zvezi s tem nasloviti, je po našem mnenju, praktično dokazano, neupravičeno upokojevanje preko brezposelnosti. 15,2% ljudi se upokoji iz brezposelnosti in preučili smo res veliko število pogodb o odpovedi, pri katerih je tako, da je odpravnina skoraj identična razliki med nadomestilom, ki ga dobi nekdo 2 leti na zavodu, preden se upokoji, in plačo, ki bi jo prejemal, če bi nadaljeval z delom. Naša ideja je povečati delovno aktivnost, podaljšati čas delovne aktivnosti in razbremeniti državno blagajno, zlasti tam, torej javne finance, zlasti tam, kjer je to neupravičeno. Tega seveda ne bomo urejali s pokojninsko zakonodajo, ker to ni pravi zakon za urejanje tega, ampak v naslednjem letu odpiramo tudi zakon o urejanju trga dela, ker verjamem, da lahko naslovimo tudi to. Seveda z občutkom za tiste, ki so upravičeno brezposelni pred upokojitvijo, imamo primer nekaterih industrijskih podjetij, ki so šla v stečaj, recimo, po teh ljudeh seveda ne bomo udrihali.
Stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji se dejansko izboljšuje, kar močno v zadnjem desetletju. V starostnem kontingentu od 25 do 55 smo celo nad povprečjem Evropske unije, v skupini 55 do 59 let smo praktično dohiteli Evropsko unijo z zelo velikim napredkom v zadnjem desetletju. Zaostajamo pa v recimo temu zadnjih 5 letih naše delovne aktivnosti od 60 do 65, kjer smo še daleč od povprečja Evropske unije, kljub spremembam v zadnjem desetletju. Zelo učinkovit se je izkazal ukrep, da ponudimo 40% pokojnine ob nadaljnji delovni aktivnosti po izpolnitvi pogojev za upokojevanje. Institut delne pokojnine, dodatni odmerni odstotek za delo po dopolnjenem 40. letu in nekatere subvencije za zaposlovanje starejših. Vse to je dalo nekatere rezultate in pri tem bomo ostali. Drugič, obstaja kupenih mehkih ukrepov, zlasti se tu zgledujemo po nekaterih tujih državah, Nizozemska, Danska, Islandija, ki omogočajo ljudem, da delajo dlje. Moramo se zavedati, da še vedno 30% ljudi vsaj delovno aktivnih pri nas dela fizično in da jih ne moramo siliti dlje kot do nekega obdobja. Zato želimo, ne moramo zapovedati, vsekakor pa spodbuditi prilagajanje delovnih mest in delovnih obremenitev po določeni starosti. Nekaterim se zdi 55 let strašno zgodaj in so skoraj da užaljeni, če z mano boš delal na načrtu upokojevanja pri 55, saj sem še fit. Ampak za nekoga, ki vse življenje dela v skladišču, je pa to mogoče že 5 let prepozno, ker je zgaran. Torej, to je recimo en tak primer in znotraj tega možnost 80-90-100, kar pomeni, da se delodajalci in zaposleni dogovorita, da ta dela z 80% delovne obremenitve. Odvisno od panoge, seveda je to lahko bodi si manjše število ur, bodi si 4 dni v tednu in tako naprej. Ob prejemanju 90% plače in 100% plačnimi prispevki, na ta način si oba, torej delodajalci in zaposleni, porazdelita kak breme tega zniževanja obremenitve, rezultat pa je daljša aktivnost. Torej, predviden rezultat serije ukrepov, da ne grem zdaj preveč podrobnosti, je pospešek višanja upokojitvene starosti pri tistih, ki so seveda še zmožni tega. Potem so tu še nekatera dodatna vprašanja glede vdovske pokojnine, odbitkov za vojsko, za otroke in tako naprej, pa tisti, ki so začeli delati zelo zgodaj, ampak mogoče se pri tem ne bi predolgo ustavili. Drug parameter, zelo pomemben, je referenčno obdobje. Omenil sem že, da zdaj se upošteva najboljših zaporednih 24 let. Tu prihaja do neke anomalije oziroma do manjše korelacije med dejansko plačanimi prispevki in izplačano pokojnino v korist tistih, ki imajo na sredi ali pa v enem delu svoje kariere dosti boljšo plačo. Večinoma je to bolje plačani ljudje, ki imajo neko karierno pot, na sredi kariere dosežejo en vrh. V zadnjem času pa opažamo tudi, da tisti, ki so zaznali, da so 25 let približno plačevali oziroma imeli plačane visoke prispevke, da se potem začnejo pa aktivno izogibati plačevanju prispevkov. Zelo pogosto vprašanje je, 25 let že imam tako dobro plačo, a lahko grem zdaj na SP in si plačujem prispevke od najnižje osnove ali pa normirance ali kaj takega. To je slabo za javne finance in je nepravično, zato ker se ruši ta korelacija med plačanimi prispevki in dejansko pokojnino. Je pa res, da smo do tega vedno skeptični, ker v preteklosti, ko se je referenčno obdobje postopoma daljšalo, je to pomenilo tudi nižje pokojnine. Zato gre seveda ta ukrep z roko v roki z višjim odmernim odstotkom, ki sem ga napovedal že pri prvem parametru. Torej, podaljšanje po možnosti na 40 let z izključitvijo katerihkoli petih, nezaporednih, najslabših let, ali pa neka varianta znotraj tega. Torej, daljše referenčno obdobje, ampak hkrati višji odmerni odstotek. Indeksacija je pa mogoče še najpomembnejša tema, kar zadeva dolgoročno vzdržnost. Torej, današnji sistem po današnjem zakonu se pokojnine usklajujejo v 40% z rastjo cen življenjskih potrebščin, konkretno z povprečno letno inflacijo in v 60% z rastjo povprečne bruto plače v državi v preteklem letu. Ideja v ozadju tega je, da morajo biti upokojenci poleg ohranjanja realne vrednosti pokojnin deležni tudi rasti produktivnosti, h kateri so svojim preteklim delom tudi prispevali. Torej, to je nekako
političen konsens med zaposlenimi in delodajalci. Zato indeksacija vezana na oboje. Zlasti pri včasih visoke inflacije ali pa nekih cenovnih šokov, tako kot smo ga doživeli recimo lani, ko je inflacija v povprečju znašala 10,3%, v določenih blagovnih skupinah, ki jih pa upokojenci trošijo še nadsorazmerno bolj, recimo hrana, pa tudi do 20%, takrat je bila ta uskladitev sila neugodna zanje. Ideja je v vsakem primeru, da poskusimo povečati delež inflacije v tej formuli za uskladitev, hkrati pa v usklajenih izhodiščih, sprejetih na ekonomsko-socialnem svetu že leta 2017, pri katerih še danes vztrajata obe strani, piše, da morajo biti upokojenci deležni obojega. Torej, tako inflacije kot rasti plač. Tu so potem še nekatere druge možnosti z diferencirano indeksacijo, ampak mislim, da je primarna je tista prva možnost. Potem zelo občutljiva tema za delodajalce je pa tudi nekako zapisana v izhodiščih. Do leta 1997 je veljala enaka prispevna stopnja tako za delodajalce kot za zaposlene, 15,5% od bruto plače vsak. Potem je leta 1997 stopil v veljavo začasen ukrep za ohranjanje delovnih mest in konkurenčnost gospodarstva, da se je prispevna stopnja delodajalcev znižala na 8,85 in po 26 letih ta začasni ukrep še vedno deluje in radi bi se, zlasti seveda stran delavcev, ponovno pogovorila o tem. Ena ideja je postopno izenačevanje, tako da bodisi celoten znesek, torej celoten odstotek ostane enak, to bi pomenilo potem 12,75 vsakdo, ali pa celo tako, da se majčkeno zviša, recimo 13 vsak. V vsakem primeru pa se stopnja izenači. Zdaj ta višja stopnja, če pride do tega postopoma skozi daljše časovno obdobje, v vsakem primeru bi pomenila nekoliko više neto plače in nekoliko višji strošek delodajalca. In to ima seveda svoje različne makroekonomske učinke. Eden od teh učinkov bi bil pa seveda tudi nižje doplačilo v pokojninsko blagajno iz proračuna. Naslednji ukrep je višja najnižja pokojninska osnova. Prej sem ugotovil, da imamo največjo težavo, kar zadeva blaginjo upokojencev, pri tistih na spodnjem delu. In tu mogoče en tak medklic. Ne gre zgolj za tiste, ki niso dovolj dolgo delali, ali pa kakorkoli po svoji krivdi prišli do nižje pokojnine. Imamo kupenih služb, na katerih v bistvu temelji naše delovanje družbe. Med korono smo jasno videli, da brez pomočnic vzgojiteljic pa trgovk v trgovinah in v skladiščih pol družbe počepne. Otroci morajo biti, starši v najbolj produktivni dobi morajo biti doma pa froce paziti, pa v trgovine ne moramo. To so ljudje, ki so si izbrali plemenit poklic, brez katerega družba ne funkcionira, prejemajo po povprečju minimalca 40 let. In po 40 letih garanja se jim zahvalimo za zagotovljeno pokojnino. Če bi bila pa pokojnina zgolj ekonomska kategorija, bi pa recimo pomočnica vzgojiteljice, ki danes pride tako od 26. do maksimalno 36. plačnega razreda v javnem sektorju, bi bila pa njena pokojnina majčkeno čez 500 evrov. Torej ne gre za to, da so to ljudje, ki niso dovolj dolgo delali. Gre za ljudi, ki so prispevali svoje k družbi, nujen prispevek dali, pa bi imeli z pokojnino kot ekonomsko kategorijo zelo slabo penzijo. Zato je naš pokojninski sistem mešanca ekonomskih principov in elementov solidarnosti. In najnižja pokojninska osnova je en tak element solidarnosti, ki poskrbi za tiste z najnižjimi prejemki. Se mogoče lahko temu potem v debati vrnem. Vdovske pokojnine želimo majčkeno popraviti, sem že povedal prej, da so vdove med najbolj ranljivimi. Že z ZPIZ-om 2S, verjetno se bo, ko bo sprejet, imenoval 2N, se uvaja inštitut zagotovljene vdovske pokojnine, to je še en ukrep v tej smeri. Po 30 letih se bomo lotili tudi sistema invalidskega zavarovanja, zlasti se bomo osredotočili na rehabilitacijo kot temeljno pravico, jo začeli že pred zaključkom obdobja zdravljenja, prilagodili sistem nadomestil, tako da bo večja spodbuda, da se rehabilitacije lotijo po možnosti vsi in tako naprej. Torej, to nadomestilo mora potem biti nekje med plačo in bolniškim nadomestilom, da ne bo spodbude biti na dolgotrajni bolniški in tako dalje. Verjamem, da mogoče za to debato ta del manj pomemben, za nas pa zelo, tako da bo veliko poudarka tudi na invalidskem delu.
Uvedba poenostavljenega bruto sistema zveni precej tehnično, ampak poenostavljeni bruto sistem pomeni, da namesto, da se neto plače v referenčnem obdobju upoštevajo bruto plače, potem se pa na dan upokojitve preračunajo iz bruto v neto po takrat veljavni zakonodaji. To je po eni strani tudi predlog samega Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izboljša definitivno korelacijo med dejansko plačanimi prispevki in pokojninami in tudi naredi naš sistem bolj primerljiv z drugimi sistemi, pa majčkeno poenostavi, do določene mere poenostavi samo poslovanje. Še ena zelo pomembna tema je uvedba koncepta oziroma načela vsako delo šteje. Tudi to so podpisali socialni partnerji leta 2017. V najbolj polni obliki uveljavitve tega načela to pomeni, da je vsaka oblika dela enako obdavčena oziroma z našega vidika enako obremenjena s prispevki. Glede seveda obdavčitve z dohodnino ni naša resorna pristojnost, je pa tudi, konec koncev bomo tudi to pokojninsko reformo sprejemali v sodelovanju, v dialogu z Ministrstvom za finance. Mogoče sam ta podatek, v celotnih med delovno aktivnimi, ki jih je približno milijon, je 100 000 samostojnih podjetnikov, torej 10%. Prispevki samostojnih podjetnikov med vsemi prispevki v SPIZ predstavljajo pa 5%, torej v povprečju polovico plačajo. Zato ni problem samo za javne finance, ni problem samo z vidika neke, recimo temu, pravičnosti, problem je tudi z vidika blaginje teh ljudi, ko grejo enkrat v pokoj, če si ne uspejo seveda sami na drugačne načine dovolj prihraniti. Poenostavili bi tudi obravnavo pokojninskih dob, zdaj imamo 3 različne obravnave, to bi nekako poenotilo, da se vse pokojninske dobe enako upoštevajo. Tole še en tehnični popravek, ki ga mogoče pri katerem se ne bi toliko ustavil. Če izberemo pri vsakem od teh parametrov prvo možnost, ki sem jo tukaj predstavil, se projekcija, osnovna projekcija, ki je, da se bo vrednost, torej delež pokojnin v BDP-ju iz zdajšnjih dobrih 10 povišal na 16%, v najslabšem primeru do vrha demografskega prehoda, se ta projekcija zboljša za 2 odstotni točki, kar bi že nekako pomenilo, da smo med srednje tveganimi. S tem smo več kot primerljivi, pa mogoče še majčkeno boljši od povprečja Evropske unije, ker imamo seveda zelo različne pokojninske sisteme. Zdaj tako, Evropska komisija lahko da za vzgled, mi je dala za vzgled Hrvaško kot manj tvegan pokojninski sistem, ampak moramo se zavedati, da je povprečna pokojnina na Hrvaškem okrog 372 evrov. Zdaj, lahko je z vidika javnih financ to nek vzgled, z vidika blaginje pa niti ne, ob tem, da vemo, da na Hrvaškem cene niso tako brutalno nižje kot pri nas, če sploh, v nekaterih območjih pa sploh ne. Migracije so pa izredno pomembne tudi za vzdržnost našega pokojninskega sistema. Naša demografija je taka, da se delež starejših povečuje, ampak pred 10 leti je bilo razmerje med zavarovanci pa upravičenci 1,37. Danes je 1,57, torej se je konkretno izboljšalo, izključno na račun migracij. Imamo pa več kot 16% tujcev v trenutno aktivni delovni sili. 100% potreb po novih zaposlitvah v sektorjih gradbeništvo, poljedelstvo, torej kmetijstvo in predelovalne industrije v letošnjem letu smo zapolnili s tujci. Zato je migracijska politika izredno pomembna, hkrati je seveda pomembna tudi integracijska politika, da ne bomo dobili iz tega socialne bombe. Presega pokojninski sistem, a hkrati izredno pomembno za njegovo prihodnost. Kar zadeva drugega stebra je tako. V tem trenutku smo maksimalno osredotočeni na prvi steber in lovimo roke. Torej, želimo do konca naslednjega leta, ko je rok za načrt za okrevanje in odpornost, dokončati, ne bom rekel reformo, ampak prilagoditev prvega stebra, tudi zato, da, kot rečeno, zadostimo zahtevam iz načrta za okrevanje in odpornost. Zraven pa seveda imamo tudi v mislih drugi steber. Mogoče ste zaznali iz ukrepov, ki so bili predstavljeni, da bi najbrž ti ukrepi nekoliko sploščili krivuljo distribucije pokojnin od najnižje do najvišjih. Torej, najnižje bi se majčkeno zvišale, najvišje bi bile mogoče nekoliko nižje. Zato je zlasti za tiste z boljšimi dohodki drugi steber način, da si dopolnijo
svoje dohodke. Ukrepi, o katerih smo razmišljali in ki so vam zagotovo znani, je samodejna vključitev z možnostjo vstopa prvič, čez nekaj časa ponovna samodejna vključitev, po drugem prostovoljnem izstopu pustimo potencialnega zavarovanca pri miru. Drugo vprašanje davčne olajšave. Glede tega se boste morali pogovarjati z Ministrstvom za finance, tudi z mano se ne želijo pogovarjati o tem, najbrž se bodo z vami. Ampak zopet, trenutno 5,84 in vemo tudi, da so potem obdavčena izplačila pokojninske rente. Je pa res, da če uvajamo obvezno, torej avtomatsko vključitev, moramo biti pa tudi prepričani, da so storitve dobre. In primerjalna študija, ki je tudi IR naredil, Inštitut za ekonomska raziskovanja, je pokazala neke razlike med slovenskimi izvajalci oziroma ponudniki prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in tistimi v tujini. Res je, da ekonomija obsega druga, pri nas, če se ne motim, je dobri 3 milijarde sredstev upravljeno med vsemi 6, kar je zelo malo, tujini so seveda en sklad, ki upravlja dosti več, kar razumem, da potem zaradi ekonomije obsega prihaja do višjih in upravljavskih stroškov in tako naprej. Glede donosov je seveda so časi takšni, kot je že prej gospod Krasnik predstavil. Skratka, ta učinkovitost, če hočemo zakonsko urejati vključitev v drugi steber, mora seveda štimati. In še ena stvar, ki je prišla tudi do mene v bistvu iz neke, rečemo temu, javnosti, iz civilne družbe. Ljudje so se igrali z kalkulatorji in ugotovili, da znesek, ki ga našparajo v trenutku upokojitve, da se praktično ne obrestuje več, čeprav ga zelo postopoma črpajo v obliki pokojninskih rent, zato ker so v teh aktuarskih tabelah za obrestovanje privarčevanih sredstev po upokojitvi zelo konzervativne predpostavke. Torej, povprečna doba prejemanja pokojnine je 17 let za moške, pa 25 za ženske. V teh aktuarskih tabelah so upoštevane neprimerno daljše dobe in so zato potem tudi donosi po tem. Torej, nekaj vprašanj je tudi z vidika izvajanja tega drugega stebra oziroma tega dodatnega prostovoljnega zavarovanja, ki jih je treba nasloviti, če se hočemo seveda pogovarjati o zakonskem urejanju tega. In seveda, ena eksternalija razvoja drugega stebra je, da nastane kapitalski trg oziroma da se poveča kapitalski trg. To je lahko eksternalija, lahko je potencialno pozitivna eksternalija, ne more biti pa namen. To je najbrž jasno. Je pa tako, seveda poznate tisto idejo, ki jo je tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja predstavil, da bi postopoma zaposleni in delodajalci prispevali nek enak delež in se našli nekje do 3+3, 6% bruto plače v drugi steber. Če gledamo, da je masa bruto plač v Sloveniji tam nekje 13,5 milijard, bi to pomenilo dobrih 800 milijonov letno zbranih v drugem stebru. To so ogromna sredstva in hkrati potencialen mamljiv politični plen. In se moramo zavedati tudi stanja naše politične in poslovne kulture. Gledali smo države, kjer se je tovrstni sistem z zelo močnim drugim stebrom vzpostavljal v zadnjih 10, 20, 30 letih. Ponekod funkcionira fenomenalno. Islandija ima recimo flat pokojnino iz torej enako pokojnino iz prvega stebra in potem doplačilo iz drugega in tretjega in imajo izvrstno nadomestitveno razmerje in tam to funkcionira. Na Čilu pa na Hrvaškem se je pa katastrofalno sesulo. Ali je naša poslovno-politična kultura bliže Danski pa Islandiji ali Čilu pa Hrvaškem, je seveda vprašanje, ki ostaja odprto. Pa na tej točki mogoče zaključim, pa sem kasneje še v preddebati na voljo za kakšno vprašanje. Hvala. Kaj za zaposlene pomeni, kaj za delodajalca pomeni ta dodatno varčevanje za pokojnine? Kakšen je vaš pogled na naš produkt in na možnosti, ki jih ponuja? Hvala lepa. Torej, ljudje moramo biti v osnovi zelo optimistični, da se spravljamo celo vrsto ekonomskih odločitev, od nakupov hiš in stanovanj do investiranja na borzo, ker če bi bili preveč pesimistični, se marsikatera projekta verjetno ne bi lotili. Tako da naš pogled je v osnovi pozitiven in mi gledamo, ja, danes bom investiral in čez leta bom potem dobil neke koristi. Ima pa ta naš optimizem tudi majčken
težav, v navednicah rečeno, in sicer to, da smo po naravi optimisti, nas napelje na to, meni se nič ne more zgoditi, če grem po cesti s kolesom brez čelade, ne bo nič hudega, ali pa zdaj skiroji, ne. Če ne bom varčeval za starost, potem itak sem zdrav, pa fit, pa bom delal do 90. leta, ne, in bo vse ok, in tako naprej. In te vedenjske pristranosti, ki jih ljudje imajo, povzročajo potem tudi pri vključitvi v varčevanje težave, ne. Kot sem rekel, prvič mislimo, da z nami bo vse ok, tako ali tako. Drugič, za nas bo poskrbela država tako ali tako. Tretjič, ker je pokojnina tam nekje daleč, o njej niti ne želimo razmišljati. Pa četrtič, tudi mogoče z pokojninami smo neosebni, ne. Kadar si mi kupimo nek, ne vem, sijoč športni avto ali pa nekaj podobnega, imamo nek čustven odnos do teh stvari. Medtem ko do pokojnine, ki je abstraktna kategorija, dokler se z njo res ne soočimo, je pa tam nekje v prihodnosti in se ne čustveno navežemo na njo. Tako da pri teh vedenjskih lastnostih, ki jih imamo posamezniki kot varčevalci, je en kup enih zelo podobnih takih zornih kotov, ki jih bilo treba pri teh odločitvah upoštevati. Zelo me veseli, da je gospod Feketija povedal, da bi bilo avtomatsko vključevanje v dodatno varčevanje vključeno zdaj v predlog teh novih sprememb. Iz vedenjskih financ dejansko vemo, da tam, kjer so te zadeve bile vpeljane, da potem so se pozitivni izidi dejansko res pokazali. No, mogoče najmočnejše pri darovanju organov po smrti, ne, to je nekaj, s čemer ljudje ne želimo se soočati, se ne opredeljujemo in posledično to je tudi pool, iz katerega se ti organi lahko črpajo, v bistvu relativno majhen. Britanci so pred leti, oni so imeli neko enoto za vedenjsko ekonomijo in so z spremembo avtomatskega pristanka na darovanje organov povečali v zelo kratkem času število darovalcev za 96.000. To se pravi, to je ogromna količina in podobne zadeve opažamo tudi na drugih področjih in jaz sem prepričan, da ta ukrep je recimo en tistih, ki je res nujen, da bi se povečalo to varčevanje v drugem stebru. Mogoče toliko za začetek, sem pa še kaj vključil potem. Hvala lepa. Mogoče gospa Vodopivec, kakšen je pa vaš pogled? Vemo, da je demografija, ki je že gospod Feketija omenil kot en zelo pomemben faktor na razpoložljivost sredstev v tem obdobju, zelo pomembna. Kako pa vi gledate na to z vidika zaposlenih? Kaj prinaša? Lep pozdrav še z moje strani. Prihajam iz Nove Ljubljanske banke, ki je šla skozi eno tako zanimivo obdobje vseh zadnjih 15 let. In recimo dodatno pokojninsko zavarovanje smo prekinili en določen čas vplačevanje iz razloga, da bi manj zmanjšali število zaposlenih, kot bi sicer morali, ne? In to je bil prvi element, ki je najmanj bolel ljudi, tako kot je moj predhodnik rekel, ker se nismo najbolj zavedali. V prvem desetletju tega varčevanja smo ugotovili, da po 10 letih je glavnina ljudi ta sredstva dvignila in kupila nove avte, kar je bilo sicer super za kredite na banki, ampak bodimo pač pošteni, to se je dejansko res zgodilo. In potem smo mi začeli razmišljati, pravzaprav, a je to ena kategorija, en produkt in na kakšen način pravzaprav ga tudi ponuditi svojim zaposlenim. Mi imamo v banki izjemno veliko različnih generacij in prihaja Z-generacija, ki na to gleda popolnoma drugače, ne vem niti, če se v teorijo še vklapljajo, ker imajo popolnoma drugačen pogled na te stvari, ne. In je zdaj treba predstaviti pravzaprav to zgodbo v drugačen način. Slovenci smo konzervativni, mi imamo denar v štumfu doma. Mi to v banki vemo, ker vemo tudi, koliko denarja imamo v štumfih doma, ne. Torej, razpršitev določenih produktov je pa verjetno še ena nadgradnja vsega ali pa naložb, ki jih pač posameznik dela, vkolikor seveda lahko take naložbe dela. Ni nujno, da je drugi steber edini, lahko so skladi, tudi Triglav jih ponuja kar nekaj in tako naprej. Koliko smo mi finančno pismeni, je druga zgodba. Z-generacije to ne zanima. Absolutno jo ne zanima, ker oni želijo prvič izjemno kreativno delovno okolje, zelo visoko stopnjo promocije ali pa napredovanj vseh vrst,
fleksibilnost, agilnost in pa seveda visok zaslužek. Ne? In vse lepo in prav, dokler ne pridemo do realnega stanja. Ne? Jaz mislim, da se pokojninske zgodbe ali pa tega segmenta ne moramo lotevati ločeno, treba je pogledati vse podsisteme v državi, ki bi se nekako skupaj postavili na en nivo in od tistega naprej gradili. Hvala lepa, zelo zanimiv diskurs strani predstavnice banke, kjer je le populacija zaposlenih malo drugačna. Mogoče naj pa povem tukaj za eno iztočnico, vprašam še gospod dr. Paladin, pa bom začela z eno zgodbo, ki se nam je zgodila, pravzaprav zelo lepa, gospoda iz Slovenskih železnic, ki se je upokojeval, ki nam je prinesel pravzaprav rožo. Zakaj? Zaradi tega, ker je, ko je prišel pač dvigniti svoja sredstva oziroma sprožiti rente, kot veste, rente pri nas ima Triglav, ne Triglav pokojninska družba, se je prišel zahvaliti, pa smo rekli, ni potrebno, gospod, se nam zahvaliti, mi smo naredili vse, kar je prav, vse, kar delamo redno. On je pa povedal, da dejansko on nikoli ne bi imel tega denarja, če ne bi bil to ta prispevek delodajalca, da ga on ne bi mogel dati na stran na ta način in da je hvaležen in da je zato za njega zelo pomemben socialni korektor. In dejansko je bila ta zgodba, ki je nas pretresla, tako gospoda Uršiča kot mene, ki smo ga srečali, oziroma mogoče bi vi iz tega izhodišča, da pa v določenih okoljih pa to le precej pomeni. Jaz prihajam, kot rečeno, iz skupine Slovenske železnice in prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju, tako na delodajalski kot na strani socialnih partnerjev dajemo zelo velik pomen, tudi procent vključenosti je precejšen tako med mladimi kot starejšimi. Je res, da zaznavamo, da je to zelo nizko po pomembnosti, zelo, zelo nizko, se pa temu ne odpovedo, ker delodajalec kot tak da svoj prispevek in delavec pač prispeva tudi svoj delež. Je pa zelo pomembno, da tukaj delodajalec sodeluje in je to denar, ki ti je dan in na ta način vzeti in je mogoče to zelo pomembna spodbuda, tudi če ne razmišljamo o pokojnini. Vsekakor je pa bistveno pomembnejše za starejše oziroma za tako 45-50 plus, kot ste tudi vi omenili. V tem smislu je naš plus mogoče ta, da je to tudi naša povprečna starost nekje in navzgor se pa stvari spreminjajo, na trg prihajajo nove generacije, pri nas z malo nižjim navalom, mogoče na določenih delovnih področjih ja, medtem ko večinsko pa niti ne in tukaj je naša situacija sigurno nekoliko drugačna. Je pa to, recimo tudi če sama izhajam iz tega, ko sem se pridružila skupini, nisem razmišljala o pokojnini. Poleg tega sem rekla, kaj če bom mogoče menjala službo, takrat ne razumeš tega koncepta oziroma tega inštrumenta. Bom zamenjala službo, potem bo pa tam nek drug sistem, neka druga skupna, neka druga zavarovalnica. Kasneje pa začneš o teh stvareh razmišljati malo drugače in se vključiš, ker ta denar zgine, v enem mesecu zgine, niti ne opaziš, če pa nekam nalagajo ljudje in konec koncev delodajalec zate, pa to mora nekaj pomeniti. Tako da je to pri nas zelo pomembna zadeva, vključujemo tudi v različne kanale informiranja, sporočanja, tudi ob sami zaposlitvi v kadrovski službi informiramo in povabimo zaposlene k vključitvi, seveda razložimo, kakšna je vloga delodajalca tudi tukaj. Za sedaj zaznavamo kar precejšen interes še vedno. Najlepša hvala. Mogoče v tem trenutku še skačemo v eno skupino k delodajalcu Danfo Strata, gospe Kokalj. Morda pa še primerjalno ali pa z tega vidika lahko poveste, to je podjetje z Danske, če se ne motim, kako je dejansko, ali vi tudi primerjate, ali oni primerjajo to, kako je urejeno pri njih, pri nas, kako so vaši zaposleni v to vklopijo, koliko je teh tujih, kako mogoče migracije seveda zberite vi, kaj vam je najbližje, izvolite.
Danfoss je dansko, družinsko podjetje, kar sigurno prinese določen pogled tudi na dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri nas ni dvoma, da dodatno pokojninsko zavarovanje je. Tako da z vidika vodstva je najbrž res vpliv danskega razmišljanja in danske kulture v pozitivni smeri. Danci imajo veliko zaupanje do državne uprave, do zavarovalnic, do bank, to je njihova kultura, kar ni popolnoma enako pri nas. Je sicer dobro z vidika, da se nikoli ne sprašujemo o tem, a bi slučajno kdaj prekinili, tako da tega ne bom povedala naše vodstvo, to ne obstaja. Mi to konstantno plačujemo. Prispevek delodajalca bi jaz rekla, da je lep in ga ne nameravamo spreminjati. Je pa seveda razlika v tem, kako zaposleni to vidijo. Kar lahko rečem je, da predvsem pri novo zaposlenih smo seveda zelo glasni glede vseh ugodnosti in tudi plače, ki jih ponujamo. Jasno, lahko se še pohvalim, da novo zaposleni so pri nas vsi navdušeni, kaj ponujamo, vključno z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Je pa videti, kakšne vprašanja pridejo. Če zaposlimo srednje starosti, potem je veliko več vprašanj, kaj pravzaprav to pomeni dodatno pokojninsko zavarovanje, kakšen prispevek, kaj človek lahko pričakuje. Pri mladih pa manj. Še zmeraj pa vidimo razliko. Danfoss seveda veliko vlaga z poslovnega vidika v trajnostni razvoj. Pač to je del našega posla. Tako da zaposleni, novo zaposleni, ki pridejo k nam, če so tisti, ki so zelo trajnostno naravnani, tudi dodatno pokojninsko zavarovanje gledajo z vidika, aha, to je firma, v kateri jaz nisem pomemben samo zdajle in danes in jutri in kaj bom naredil, ampak bojo poskrbeli tudi za to, da sem varen na dolgi rok. Dodatno pokojninsko zavarovanje je ena od teh ugodnosti. Kako prikazati ljudem pomen tega dodatnega? Ti podatki, ki gospod Feketija prikazal v tistih tabelcih, takrat, ki se mi je zdelo krasno, ne? Ljudje bi mogli vedeti, kolikšen je zdaj izplen od tega drugega stebra v primerjavi s tistim, kar je tipičen izplen zdaj. In te informacije, mislim, da ljudje, torej, ne da je nimajo, imajo jo že, če bi jo hoteli poiskati, sam večina ljudi se s tem ne želi ukvarjati zaradi teh omejitev. In absolutno tukaj notri mislim, da je nujno potrebno, da se to prikaže. Ker ne vem, kako ste ostali gledali na to, ampak podatki o teh pokojninah, teh ta nizkih, so pravzaprav dramatični. Mislim, a je to želja, a je to družba, v kateri želimo kot starejši živeti? Jaz mislim, da ne. Tako da jaz ta drugi steber oziroma vse, kar tlele ven pride, vidim kot absolutno nujno potrebno. In sem mnenja, da bi to bilo potrebno ljudem še bolj pokazati, še več pokazati, da se ta drugi del bolj sistematično razvije. Mogoče še Mojca, kakšno izhodišče, kaj pa lahko še več mi ponudimo vam, se pravi Triglav pokojnine, Triglav, kaj lahko še ponudimo podjetju, da bi bilo lažje potem to naprej promovirati, da ne bi imeli vi s tem obremenjeni, kot govorim spet v imenu mogoče kadrovskih služb. Zagotovo način, kako obveščate, je zelo pomemben. Vaše področje je izjemno kompleksno. Jaz sem ekonomistka, sem že povedala prej gospodu profesorju, pa je vaše področje zelo kompleksno, ker se s tem ne ukvarjaš vsak dan. Kam investirate, a dobro investirate? Nimam takih sodelavcev, ki bi imeli vse to v malem prstku. Zaupanje pa ni, tudi če ne vejo. Zagotovo bi bilo super z vaše strani vedeti tudi to, kam ste investirali, kaj je prišlo ven. Zdaj pa znate to, a je to možno na enostaven način povedati, prepuščam vam. Zagotovo bi to dvigovalo zaupanje, ker jaz bi res ta del tudi vzpostavila. Glede na to, da Danfoss lep delež vplačuje, mi posebej ne spodbujamo zaposlenih, dejte še svoj delež zraven, če tudi seveda vsakmu povemo, ko se vključi v načrt, tokle damo mi, lahko dodate tokle sami, razlika, kdo doda ali ne. Vidimo pa, da v nadaljevanju večina ljudi reče, ma okej, nekaj imam. Kaj pa bo pa? Ta del me žalosti, glede na to, da pač imamo lastnike in tudi delati z Danci, vidiš to visoko stopnjo zaupanja, ki jo oni
vsakodnevno izkazujejo, v končni fazi tudi do nas, boste prinesli 10% učinkovitosti vsako leto in jo prinesemo. Boste izboljševali način, kako delujete in izboljšujemo. Ni tisto, najprej dejte, potem se bomo pa mi odločili, a vam je za zaupati. In ta del je meni veselje delati z Danci, ker dajo nek drugačen pristop. Tako da sem nekje povzela njihov način, ko pridejo kritični do mene. Kaj me cilj s to dodatno pokojnino brez veze, nekaj bo? Bo. Vemo, da bo. Imamo že izkušnje, kako so se stvari iztekle. Vsak je dobil denar, spremljaj pa, kje si in kaj imaš. In če te karkoli zanima, telefon, internet, tako da to je super stvari, ki jih že ponujate. Moram nekaj povedati, da finančna pismenost smo vseh, kjer smo, mi imamo tudi zelo aktiven kontaktni center in zelo dobro sodelovanje tudi s samo zavarovalnico Triglav, ki z nami zelo aktivno tudi sodeluje na drugih področjih. Tako da imamo na voljo veliko odgovorov za vse težave, ki jih imajo naši člani. In oni so vedno dobrodošli, da pokličejo k nam in jih poskušamo vedno reševati. Tako da naj povem nekaj drugega. Posledica tega ugotavljamo višjo finančno pismenost naših članov. In mislim, da je to neposredno povezano s tem, da prvič prejmejo nekaj informacij, drugič jih poskušajo brati. Drugo je seveda, je pa zahtevnost naših nekaterih nadzornih organov, oziroma bolj govorim sicer tukaj o podzakonskih pravilih, kako in kaj obveščati stranko, ker je včasih bi rabil skoraj priročnik za to, da mu pojasniš, kaj je predpisano v obvestilu za to stranko, ker je pa res prekompleksno. Ampak tudi tukaj smo našli poti in smo dejansko jim razlagamo sproti in lahko res vsak pokliče za to, da tisto dosti kompleksni formular, ki je predpisan, lahko tudi kasneje razume. Mogoče, gospod Feketija, ker se bližamo koncu današnje okrogle mize, če bi vi želeli kakorkoli kakšen zaključek za nas ali pa karkoli, kakšen pogled vaš ali oseben ali institucija, ki jo predstavljate. Pa, dobro, mogoče to, da je en vzgib, da, ali tako, pokojninski sistem kot prvo je zelo kompleksen. Več kot milijon zavarovancev, 633 plus 1000 upravičencev, 6 do 7 milijard denarja, ki se tu noter obrača. Ampak ena težava, ki je s tem povezana, je teh 633 tisoč potencialnih upravičencev, ki imajo skoraj vsi volilno pravico in se praktično vsem zdi nujno, da jih naslovijo. In tu nastaja kup enega komunikacijskega šuma, v katerem je zelo težko delati. Mislim, upokojenci so ciljna publika za razno nagovarjanja, ki še toliko bolj otežujejo delo znotraj tega zelo kompleksnega sistema. V bistvu pride do onega sindroma nogometnega trenerja, vsi bolj poznajo njegovo delo, samega. Vsak ima neko odlično idejo. Druga stvar je, ker je to kompleksen, je odvisen od kupa zadev, stanje na trgu dela, delovne aktivnosti, ki je zopet povezana z migracijo, plača. In tudi recimo, kolikrat slišim, ni problem v nizkih penzijah, problem so nizke plače. Ampak pa ugotovim, da tam je rekel, tam misli na onega z minimalcem, tam misli na onega, ki ima 5 jurjev neto in oba mislita isto. Pred nizko plačo imam 5 jurjev čist premalo in pa bom imel bogih 2 jurja penzije, ne morem živeti s tem. In seveda ta z minimalcem govori isto, sam še toliko bolj res velja za njega. In zato je tudi nek vzgib potem, da bi se s pokojninami urejalo za nazaj vse tisto, kar v zadnjih 40 letih, recimo delovne aktivnosti, ali pa še prej ne deluje. In tako smo imeli v pokojninskem sistemu tudi različne odmerne odstotke za moške in ženske, ker ženske upravljajo kup neplačanega dela in se potem to odraža tudi na njihovih dohodkih. Apropo vdov, ki ste jih prej omenili, v zadnjih 2 letih se ženske v povprečju upokojujejo z višjo pokojnino od moških, kar pomeni, da se bo ta težava vdovcev vsaj postopoma izenačila, mogoče bo pa čez 20 let moški vdovci tisti, ki so slabši. Ampak saj, to se pomeni, da za njih ne treba skrbeti. Ampak samo tako, da tu se mečkeno obrača, zopet zaradi dogajanja v izobraževalnem sistemu, nekih družbenih sprememb, večje vključenosti žensko delovno populacijo in tako naprej. In vsakič, ko se prepustimo tem vzgibom v pokojninski zakonodaji urejati stvari za nazaj, lahko nastajajo neke anomalije, nesorazmerja,
In to smo videli recimo v zadnjih 10 letih. Ta zadnja novela SPIZ-a je imela že črko S, od A do S smo prišli, saj niso bile vse sprejete in ene so bile mali tehnični popravki, pa vendar, veliko se noter posega. Po drugi strani je pa tudi tista realnost, ki sem jo prej omenil, da če pa imamo res tak problem blaginje določenih skupin upokojencev, potem pa, če na eni strani tehta med neko čistostjo sistema in na drugi strani tem, da se takoj pomaga tem ljudem, čeprav je to nek parcialen ukrep, ki ureja stvari za nazaj, pa tudi nimam takega problema podpreti kaj takega. Glede na to pa, da smo videli, da in zaradi demografije in zaradi nekih razvojnih ambicij in tako naprej, da bo pokojninski sistem pod vedno večjim tudi finančnim pritiskom, če zdaj, glede na situacijo, kjer smo, najbrž to pa pomeni tudi, da to odpira vlogo oziroma prostor za vlogo takih institucij, kot je vaša. Se upravičujem za izraz institucija. Najlepša hvala za izjemen zaključek. Jaz se še vsem zahvaljujem za vaše sodelovanje, za vaše prispevke. Pa vsem najlepša hvala za vaš čas, hvala za zanimanje, zaupanje in upamo še, da bomo še dolgo dobro sodelovali tudi vnaprej. Hvala lepa in srečno vsem.